uvod, medtem ko celoten krst pravzaprav je deloma povezan s zgodovinsko zgodbo, v bistvu gre pa tudi za osebno identiteto, torej gre za ljubezensko povest in gre za eno izmed najlepših ljubezenskih pripovedi sploh v evropski romantiki. In zdi se mi, da zdaj, ko bo osamosvojitveni bralec išče več toliko velike zgodbe, bo imel možnost, da bo začel raziskovati tudi ljubezensko zgodbo, ki je, se mi zdi, v tem krstu zelo pretežno prisotna, bolj kot nacionalno-afirmativna zgodba. In tu zdaj postavljam vprašanje, kaj Prešeren je poleg tega, da je rekel, da mora narod imeti povest verzij za to, da se konstituira, rekel tudi, da mora imeti kvalitetno ljubezensko poezijo. In to je tudi seveda Prešeren skoraj vseh svojih delih uresničil. In tu me zanima, če se vam zdi, da se že to branje obrača torej v to smer iskanja osebne zgodbe v krstu pri Savici. Naprimer, jaz pri svojih študentih opažam, da jih ta osebna zgodba zanima. Se pravi, romantična koncepcija ljubezni, trubadustvo, navezava